Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Turistična društva Gorenjske so združena v Gorenjsko turistično zvezo, ki je letos skupaj s turističnim društvom Bohinj v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici pripravila srečanje gorenjskih turističnih delavcev. Pred srečanjem so si udeleženci lahko ogledali Bohinjsko Bistrico, Ribčev las in Slap Savico. V uradnem delu je sledilo podeljevanje priznanj za urejenost krajev na Gorenjskem, za posamezne dolgoletne člane turističnih društev in za najlepše gorenjske nageljne. In nagrade so šle seveda tudi v Zgornjesavsko dolino. Kranjska Gora je dobila priznanje za urejen turistični kraj. Seveda smo veseli, kajti če komisija, ki podeljuje priznanja, podeljuje to po celotni Gorenjski, je toliko lepše, če tudi Kranjska Gora prejme priznanje. Tako da je to ena lepa vzpodbuda za delo naprej, seveda tudi odgovornost. Kakorkoli ponovno smo dokazali vsi skupaj, da smo tukaj sposobni v Kranjski Gori in pa v Zgornjesavski dolini stopiti skupaj, skrbeti za urejen turistični kraj, seveda tudi za odsvetličenje in večkrat poudarim, da so vse malenkosti v turizmu izredno pomembne, od pokošene trave do urejenih ograj, do urejenih cest in komisija res to vse pregleda in seveda, kot sem že povedala, zelo veseli, da smo prejeli tudi letos priznanje strani Gorenjske turistične zveze kot Kranjska Gora. Seveda to ni edino priznanje, ki je šlo v Zgornjesavsko dolino. Ja, za dolgoletno delo v turizmu je priznanje prejel tudi gospod Simon Oblak, predvsem na podlagi njegovih mednarodnih gospodarskih izkušenj in pa seveda širjenje lepega glasu o naši ruski kapelici širom po svetu. Predvsem gredo zasluge njemu, da je ruska kapelica poznana tudi na ruskem tržišču, sodeluje tudi kot član slovensko-ruskega društva in prav zato tudi vsak teden oziroma ko so organizirane skupine na ruski kapelici predstavlja gostom, tako domačim kot tujim, zgodovino ruske kapelice in prav je, da se mu ob 100-letnici ruske kapelice tudi oddolžimo s skromnim priznanjem in zelo smo veseli v turističnem društvu Kranjska Gora, da je tudi naš član in da je prejel letos to priznanje. Morda poveva, kaj v letošnjem letu še čaka turistično društvo Kranjska Gora, kaj je še pred vami, leta bo kmalu konec. Ja, zelo smo veseli, da smo tudi strani Turistične zveze Slovenije nominiranci za prejem priznanja med turističnimi kraji v Sloveniji, tako da se v torek odpravljamo v Radence in upamo na najboljši rezultat. Potem pa v mesecu oktobru, glede na vse napovedi, bomo tudi ponovno oživili trim stezo Drčev Rud, to nas definitivno še čaka. V mesecu novembru potem pripravljamo sejem rabljene smučarske opreme v sodelovanju z Osnovno šolo Josipa Vandota v Kranjski Gori in Alpskim smučarskim klubom. Potem bo pa res že kmalu konec leta in bodo priprave potekale že za naslednje leto. Program dela turističnega društva Kranjska Gora za leto 2017 smo oddali, tako kot vsa ostala društva, do konca meseca septembra in seveda upamo na najboljše in da bo tudi leto 2017 tako uspešno, kot predvidevamo, da bo leto 2016. In ker smo že pri turizmu, na obisku v Sloveniji je bila skupina 60 organizatorjev potovanj iz Nemčije, vzporedno pa je potekal tudi obisk 15 nemških novinarjev. To je četrta večja skupina predstavnikov turističnega gospodarstva iz Nemčije, ki je Slovenijo obiskala letos, so sporočili slovenske turistične organizacije. Tema tokratnega študijskega obiska za Nemce je Slovenija na stičišču Alp in Sredozemlja, poudarek pa je na aktivnem preživljanju prostega časa v naravi. Partnerji tokratnega obiska so Kranjska Gora s Hit Alpinejo, Planica z nordijskim centrom, Mojstrana, Triglavski narodni park ter projekt Natura 2000.
Petra Mlinar, predsednica Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora, je pred dnevi v Postojni prejela državno kulturno priznanje Linhartova listina za leto 2015. Petra Mlinar je več kot 20 let svojega življenja posvetila kulturi. Poleg velike družine in službenih obveznosti je kultura njena velika ljubezen. Že kot študentka je v Kranjski Gori organizirala kulturne dogodke, proslave in okoli sebe zbirala podobno misleče in čuteče mlade. Leta 1995 je bila izvoljena za predsednico Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora. To pa je bilo za oživitev kulturnega življenja v Kranjski Gori ključnega pomena. Nagrada je seveda lepo priznanje. Ja, res je. Prejela sem Linhartovo listino za posebne dosežke v kulturi in to je zame velika čast za 22-letno delo v kulturi, ki ga opravljam tu v Kranjski Gori. Res vesela sem bila, da so opazili delo, ki je bilo tu narejeno od samih začetkov leta 1994, ko smo z tem kulturnim društvom Josip Lavtižar začeli, ko je bilo ustanovljeno. In potem z 8 dogodki, ki smo jih delali, to se pravi najprej z pevsko dejavnostjo, potem bolj recitatorsko in vodenje proslav, potem pa smo začeli z gledališko dejavnostjo in v bistvu imamo že kar 19 let gledališke dejavnosti za sabo. V tem času smo postavili tudi 10 premier, 11 jih je bilo, ja. In je res, da smo kulturni nivo v Kranjski Gori dvignili na zavidljivo raven. Moram pa posebej poudariti, da ta nagrada je res, da sem jo dobila jaz, vendar sama ne bi zmogla ničesar storiti. Nagrada je od vseh članov društva, ki smo skupaj delali in gradili kulturo v domačem kraju. V čast Josipa Lavtižarja, duhovnika, potopisca, glasbenika, dramatika in zbiratelja, je pod njeno taktirko društvo vsako leto organiziralo prireditev namenjeno širokemu krogu gledalcev. Društvo vsako leto organizira v začetku novembra Lavtižarjeve dneve. Letos so že 19. po vrsti, kar pomeni, da so 4 do 5 prireditev, ki jih strnemo v 4 dni, v čas jesenskih počitnic. In sicer prireditve so različne, saj želimo zajeti čim širše občinstvo in tako od pevskih, gledaliških, otroke zajamemo v vsa ta dogajanja, tako da obogatimo ta jesenski čas. Prav tako pa smo začeli z abonmajem amaterskih gledališč. Tudi to je že 12. po vrsti. Danes zvečer je prva predstava in sicer Hamlet v pikantni omaki. Z njim odpiramo letošnjo abonmajsko sezono. Naslednji teden pa bomo začeli tudi z abonmajem za najmlajše. Lansko leto, po uspešni prvi sezoni, ki smo jo imeli, smo se odločili, da bomo z otroškim abonmajem nadaljevali, tako da bomo sobotne večere preživljali v glavnem v Ljudskem domu. Zaživela je tudi otroška dramska skupina, ki ima svoja srečanja z Metko Frelih enkrat tedensko, in tudi plod tega dela bo na koncu gledališka predstava. Že v soboto, 15. oktobra ob 17. bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled predstava Obisk z Marsa, ki sodi pod otroški abonma. Prav tako pa ste na ogled lepo povabljeni tudi ostali. V goste prihaja otroška skupina kulturnega društva Bohinjska Bela.
Drage gledalke in gledalci, pa smo še v drugem delu Kronike tedna, ko bomo prelistali koledar prireditev. V četrtek ob 18. bo v Kosovi graščini na Jesenicah odprtje likovne razstave Industrijski pejsaž iz depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice. Odprtje etnološke razstave Med vodami in gorami iz zapuščine Jožeta Pintarja bo v petek ob 18. uri v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. Odprtju razstave bo sledil muzejski večer, na katerem bo Jože Pintar mlajši predstavil očetove dosežke, ki so pomembni za Zgornjesavsko dolino. Tanija in Klemen Košir vabita na otvoritev prodajne razstave unikatnih ročnih del, ki bo v petek ob 18. uri v razstavnem salonu Viktorja Gregorača v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku. V soboto ob 20. bo v dvorani Vitranc v Kranjski Gori Oktober 3 fest. Nastopili bodo Veseli begunčani, ansambel Zupan, pajdaši Oberkrajner, Kameraden in Gold Rieder. V nedeljo bo v Ratečah Smen. Od 9. do 14. turistično društvo Rateče Planica na Gorici pripravlja ponudbo izdelkov domače in umetnostne obrti ter stojnice z domačo hrano. Območno združenje Rdečega križa Jesenice so v preteklosti kar nekajkrat selili. Občina Jesenice jim je letos prijazno odstopila nekdanje prostore policijske postaje Jesenice. S pomočjo donatorjev so uspeli obnoviti prostore in jim dati novo podobo. Odprtje prostorov bo v torek ob 14. na Jesenicah. Drage gledalke in gledalci, pri koncu še ene Kronike tedna smo. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje, do prihodnjič.